Od rektorja Univerze v Mariboru bi človek pričakoval morda, da se vozi s kakšnim sodobnim velikim avtomobilom kot neke vrste statusni simbol. Vaš statusni simbol je kolo. Kako to? Kolo se mi zdi eden boljših izumov človeštva. Je navsezadnje zelo cenjeno prevozno sredstvo v akademskih krogih, ker je ena tistih redkejših priložnosti za profesore, ki smo v glavnem nekje notri, da se malo tudi nadihamo svežega zraka, se malo zrekreiramo in nekako združimo prijetno s koristnim. Tako da meni se zdi kolo en tak prav akademski simbol. Ob nama je zgradba Slovenskega narodnega gledališča. Tudi sami ste član ljubiteljskega društva gledališkega. Kako pogosto vas denimo srečujemo v tej zgradbi in ali boste sedaj po nastopu mandata imeli še čas obiskovati predstave? Ja, res sem v eni gledališki skupini, vsaj bil sem aktivno. Dvomim, da bo za nastope še kaj časa, zagotovo pa za obiske gledališča. Moj naslednji obisk te hiše bo ta petek na premieri Romea in Julije. Koliko kulture pa po vašem mnenju potrebuje Maribor? Vemo, da se bliža EPK. Veliko več, kot je premore danes. Pri tem pa imam dober občutek. Pravzaprav prebivalci Maribora zelo hitro nekako se pridružijo, se vključijo, ko se nekaj začne dogajati. Tako da sem prepričan, da bodo dogodki že zdaj v pripravah na EPK, pa seveda potem, ko se naslednje leto res začne neko posebno leto, da bo to mesto doživelo eno preobrazbo, ki ne bo samo začasna. Svojo trenutno lokacijo objavljate tudi na spletu. Kako to je? To zaradi študentov, zaradi žene, da ve, kje ste? Žena pravzaprav ne gleda na to spletno stran. Je pa to bila ideja že izpred nekaj let, ko sem sicer še to lokacijo mesta vpisoval sam na to digitalno, pač na digitalni karti so se pa pokazale lokacije. Zdaj pa je to pač preko mobilnega telefona, ki ima to napravico GPS in programček, ki potem omogoča, da se ta lokacija vidi. Ja, zaradi študentov, pa tudi zaradi sodelavcev, kolegov, da vidijo, kje sem. Mislim pa tudi, da rektor je javna oseba, ki je prav, da ljudje vedo, kje me ali pa me ne najdejo. Kam dati kolesarje v pešconi? Na kolo, ob kolo? Torej, vkolikor kolesar ne ovira pešcev, ne vidim nobenega problema, če se tudi pelje s kolesom, ampak seveda vedeti mora in spoštovati prednost pešca. V pešconi imajo prednost pešci in na pločnikih prav tako. Zato tudi menim, da kolesarske steze na pločnike ne sodijo, ker to predstavlja za pešce neko grožnje. No, to ni vredo, evo, to ni vredo. Tu je zdaj ena taka zožitev, ki predstavlja kar problem, ko je malo večja gostota pešcev, še večja zožitev je na drugi strani, pa potem še nekaj jih je. Tamle recimo vidimo eno, ker pogosto, ne bom rekel vsak dan, ampak skoraj vsak dan, tule mislim, ko se zoži pločnik, pač prihaja do takih konfliktov med kolesarji in pešci in to seveda ni dobro. Na tem delu je malce boljše, ker je širina konstantna in se nekako znajdemo kolesarji in pešci. Malo problematično je, če se kak kolesar pripelje nasproti, kar je kar pogosto. Tale robnik je kar v redu, nekako malce varuje, je pa se že zgodilo, da je kdo padel čez. No, tu pride zdaj pa še ena taka zožitev. Ni dobro imeti kolesarje na pločniku. Na tem mestu, ob starem mostu, bo
nekoč stala nova medicinska fakulteta. Zakaj to tako dolgo traja, po vašem mnenju? Mislim, da je razlog tudi v tem, ker je pač veliko podjetij od tega projekta pričakovalo precejšnje dobičke in so se trdo borili za to, da bi ta projekt dobili. Postopki pri nas so tudi neravno najbolj učinkoviti, mislim na postopke javnih razpisov, so dolgotrajni, nudijo ogromno možnosti za pritožbe in zopet pritožbe in zopet pritožbe, kar se je vse v tem projektu dogajalo in zgodilo in zdaj smo zopet pred tem, da vidimo, ali se bo končno lahko začela gradnja ali ne. V nekaj dneh pričakujemo to odločitev in potem jaz seveda upam, da se bo še morda ta mesec, vsekakor pa pred poletnimi počitnicami gradnja lahko začela. Ste tudi gostujoči predavatelj na Stanfordski univerzi, pa mislim, da tudi v Novem Sadu. Ali boste Univerzo v Mariboru preoblikovali morda bolj po vzoru Angležev, Američanov in kaj bi to pomenilo? Ne ravno po vzoru, vsekakor pa želim tiste pozitivne vzorce prenesti na to univerzo. Pravzaprav je pozitiven vzor predvsem eden. To je, kam je neka univerza osredotočena. In želim si, da bi bila naša univerza osredotočena na odkrivanje znanja, na prenašanje znanja in na učinkovito prenašanje znanja, torej metode pedagoškega dela, ki so v skladu z današnjim časom. Dejali ste, da je v bistvu v univerzi trenutno zelo veliko korupcije, podobno kot v mestu Maribor. Ali to pomeni, da boste, ko boste prečistili univerzo, morda kandidirali tudi za župana Maribora? Nimam teh ambicij. Nekako sem lahko ugotovil, da je pravzaprav moje mesto v akademskem okolju, da se tu tudi najbolje počutim in mislim, da lahko tudi največ dam. In to je pomembno. Mislim, da ne bi bil dober župan. Tu imamo recimo en tak primer, ko gre kolesarska zopet na cesto in so potem avtomobilisti pravzaprav zmedeni, ker povsod drugje so kolesarji na pločniku, tu naenkrat na cesti, pa zopet na pločniku. Zgodilo se mi je večkrat, da so mi pol tukaj trobli, češ, pojdi na pločnik, evo, pojdi na pločnik, ne. Ja, avtomobilisti pač hočejo to na hitro. Evo, tukaj zdaj zopet bo kolesarska na pločniku, pa gremo malo sem. Ovire so tudi vmes, kot je bila tale prestop z precej visokim robnikom. Opažam tudi, da se avtomobilisti zadnje čase, zadnje leto, 2, 3, zelo agresivno obnašajo do kolesarjev, kot do nekakšnih nebodiga treba v prometu. Tudi ignorirajo, recimo, kolesarske steze se postavljajo in jih zaparkirajo in tako naprej. Torej, tu bi si vsekakor želel enega večjega razumevanja kolesarjev. Še beseda o vašem kolesu. To kolo je stalo 370 €, tako da ga ne bi štel med draga. Je pa zelo udobno. No, sej, imel sem še eno drugo, morda malce hitrejše, pa manj udobno, ki ga ima zdaj mlajši sin, jaz pa tega. Ja, to je tak cruiser mestni, tak malce bolj ameriški model, ki pa mi je res, torej po mestu je to zelo, zelo udobno kolo. Sploh pa je dobro, da ima take široke gume, ker robnikov, ki jih je treba
prevoziti je v našem mestu ogromno. Vzamete kolo s seboj tudi na dopust, planirate dopust tako, da lahko greste s kolesom? Na dopust grem rad na morje in na morju sem rad v morju. Torej, nisem ravno nek, bi rekel, rekreativni kolesar. Kolo je zame pač prevozno sredstvo in na morju ga običajno ne potrebujem. Trenutno se nahajava tukaj blizu dvorane Tabor. Maribor Evropskega košarkaškega prvenstva ni dobil, čeprav bi bilo treba dvorano Tabor malenkostno predelati, dodelati, dograditi. Kako komentirate to? Mislim, da se je Maribor precej pozno spravil zraven, da tako rečem. Škoda je, da prav nobena, torej da tekem v Mariboru ne bo, ker je na vse zadnje Maribor kar znan po košarki v Sloveniji, v slovenskih razmerah. Maribor postaja mesto montažnih krožišč. Kako se kaj ta krožišča vklapljajo v sceno kolesarske urejenosti? Krožišča v osnovi so dobra rešitev, dobra prometna rešitev. Seveda si želimo, da bi bila tudi primerno prevozna za kolesarje, da torej ne bi rabili kolesarji voziti nekih obvozov, ampak bi lahko peljali tudi po cesti. Dobro, to je odvisno od hitrosti, na kakih turbo križiščih se tudi jaz ne bi rad znašel s kolesom, čeprav je pri nekaterih to nujno. Žal mi je, da načrtovalci tako mačehovsko obravnavajo kolesarje oziroma so še pripravljeni narisati kaj, ampak resneje razmisliti o tem, kako se kolesarji gibljajo po tem mestu, kje potrebujejo prehode, da bodo prišli čim hitreje iz enega konca na drugega, da bo to ena zvezna pot. Tako daleč pa zaenkrat očitno še ne razmišljajo. Bi za vas lahko rekli, da ste rektor, ki ga ne moti, če si umaže roke. V mislih imam predvsem, ko je treba zamenjati počeno gumo na kolesu, morda sneti verigo. Ni mi težko umazati si rok, tako da ja, vaša trditev je popolnoma pravilna. Leta 2000 ste dejali, da si želite, da bi vsak študent imel prenosnik. Kako blizu smo po vašem mnenju temu? Mislim, da zelo blizu. Vsaj na tehniki, kolikor vem, skoraj ni študenta, ki ne bi imel računalnika. Večina teh računalnikov pa so prenosniki. Tako da mislim, da je nastopil čas, ko bomo lahko pravzaprav računalnike vključili v vsak predmet, ko bo vsaka učilnica hkrati tudi računalniška učilnica, ker bodo pač ta orodja vsakemu študentu dostopna. In s tem je seveda odprt še en kanal, ki ga lahko dober učitelj uporabi za to, da obogati svoje predavanja, svoje aktivnosti. Kaj pa sama komunikacija, glede na to računalniško pismenost študentov dan danes, kako komunicirate vi z njimi? Na vse mogoče načine, tudi na Facebooku, čeprav moram priznati, da mi ni tako zelo blizu. Skype redno uporabljam za komunikacijo s študenti, ko se pogovarjamo o seminarskih nalogah in tako dalje. Videokonferenčna predavanja in to komunikacijo uporabljam že tam od leta 2000. Ker sva prej omenila Facebook, koliko prijateljev ima rektor Univerze v Mariboru? Ne vem. Zelo nerodno, ampak res ne vem. Kar nekaj, no. Moram pa priznati, da sem precej izbirčen, da torej sam pravzaprav redko ali pa sploh ne iščem prijateljev po Facebooku. Pri tistih, ki prijateljstvo ponujajo, sem pa tudi ne grem na slepo, ne.